Živijo, Blaž. Zdravo, Matej, kako si? Dobro, sicer še vedno rahlo pod vtisom zadnje epizode mega popularne serije Game of Thrones, ki sem jo pravkar pogledal in ne vem, kaj me je bolj šokiralo, igra naše reprezentance na tem pripravljalnem ciklusu ali ta epizoda. Pa ne vem, če je ravno reprezentanca igrala tako zelo katastrofalno, da bi te moralo šokirati, vseeno so izgubili le za par točk, tako da ni vse tako zelo grozno, tako da mislim, da mičkeno pretiravaš. Dobro, res je, malce sem pretiraval za voljo bolj zanimivega začetka podcasta, priznam, ampak na drugi strani je pa res, Blaž, da sva dobila precej vprašanj na to temo. To je tisto, kar morda tudi na družbenih omrežjih največ navijačev, o čemer največ navijačev sedaj govori, o igri reprezentance v tem pripravljalnem ciklusu, ki ni najbolj prepričljiva. Reprezentanca je pravkar pretekli konec tedna izgubila še dve pripravljalni tekmi proti Izraelu in Turčiji in to sta bila že tretja poraza, drugi in tretji poraz na zadnjih 4 pripravljalnih tekmah in skupaj s Hrvaško je tako naša reprezentanca izgubila vse pripravljalne tekme proti tistim moštvom višjega evropskega kakovostnega razreda, moštvom, ki bodo na evropskem prvenstvu nedvomno igrala v drugem krogu, medtem ko smo premagali samo reprezentance, ki ne sodijo v ta isti razred, objektivno precej slabše reprezentance, tudi oslabljene reprezentance in tudi o tem, zakaj so nekatere reprezentance oslabljene v vseh makajočih igralcih, bova seveda govorila, vendar na to temo slabosti naše reprezentance kot sem dejal, so dobila kar nekaj vprašanj in morda v tej priložnosti se lahko tudi zahvaliva za vse prijazne besede, za vse pohvale in tudi za vse kritike, ki nama seveda pomagajo k temu, da se izboljšava, ki nam jih pošiljate na različne platforme in ker vedno ponavadi Blaž omeniva te platforme na koncu podcasta, morda tokrat jih lahko omeniva že na začetku, kje naju lahko dosežejo, kam nama lahko tudi vnaprej pošiljajo vprašanja na temo Eurobasketa, tudi predloge za morda kakšne teme, za katere bi želeli, da jih obdelata, tako kot tudi že do sedaj. Blaž, morda ti več o tem? Ja, na Facebooku, na NBA Slovenija in pa na Twitterju sportinfo.si. Preko spletne strani sportinfo.si trenutno ne gre, kajti je v fazi prenove in bo do evropskega prvenstva nared. Ko sem že ravno omenjal Facebook, zaradi restriktivne politike Facebooka vas veliko ne dobi najnih objav, ki jih objavljava na Facebooku, tako da morda obiščete najno stran NBA Slovenija ali pa potem, ko bo zaživela nova spletna stran, kjer bodo vse enake novice kot na Facebooku, bodo tudi na spletni strani, da jo večkrat obiščete in tam dobite informacije o slovenski reprezentanci in o športu nasplošno. Bi še ti kaj dodal mogoče? Mislim, da si povedal tiste najbolj pomembne stvari, zato da ne bova zgubljala časa, kot sem dejal. V tokratnem podcastu ste nama poslali dovolj vprašanj že in tudi midva sva si seveda ob spremljanju igre naše reprezentance zastavila ista vprašanja. Zato, kot sem že omenil, vsa ta manjkajoča imena, manjkajoči igralci, o tem bova tudi spregovorila nekaj več, namreč kako Liga NBA vpliva ali Liga NBA vpliva na nekatere posameznike, ki bodo manjkali, predvsem na zadnji dve imeni, ki sta se sedaj ravno dodali seznamu vseh manjkajočih imen, Teodosić in Antetokounmpo, zvezdnika grške in srbske reprezentance, sta zadnja dva posameznika, ki sta sporočila, da zaradi domnevnih poškodb ne bosta mogla nastopiti na prvenstvu, domnevnih zaradi tega, ker recimo v primeru Antetokounmpa je grška zveza že poslala uradno pritožbo na FIBO in moštvo Milwaukee Bucksov obtožila vmešavanja, zlorabe svoje pozicije, neprimernih pritiskov na igralca, tako da bova tudi o tem spregovorila nekaj, vendar večina vprašanj, ki sva jih tokrat prijela za tokratni podcast, je bila seveda povezana z igro naše reprezentance, ki, kot sem že dejal, ni najbolj prepričljiva, predvsem za obrambo. Konkretno sva dobila nekaj vprašanj o obrambi,
ali sva zaskrbljena zaradi tega, kar kaže igra naše reprezentance v obrambi, kar kaže naša reprezentanca v obrambi, kako se bo poznala odsotnost Zorana Dragića, ki ga je pravzaprav v mnogih aspektih na nek način sedaj v tej reprezentanci nadoknadil Luka Dončić, ki v napadu seveda že zdaj kaže več, kot bi bil verjetno Zoran v tem trenutku pripravljen dati, vendar Zoran je bil drugi najboljši igralec reprezentance v napadu do sedaj, vendar tisto, kar je bolj pomembno in tisto, o čemer bova seveda tokrat tudi spregovorila, obramba. Luka je pa toliko slabši v obrambi od Zorana, morda je ta razlika v obrambi celo večja kot razlika med njima v napadu, v korist Luke seveda, in ali se bo to seveda poznalo glede na že znane, že obstoječe težave naše reprezentance z obrambo, bova o tem seveda več spregovorila, vendar tudi nekaj vprašanj sva dobila na temo Gorana Dragića in njegovega meta iz razdalje na teh pripravljalnih tekmah, zelo slabo meče za tri, zdi se, da niti približno še ni blizu tej pravi strelski formi, ali jo bo ujel do začetka prvenstva, ali je to možno, ali bo lahko tam metal vsaj približno tako uspešno, kot je metal v NBA ligi, kot bi eden izmed najbolj natančnih ostrostrelcev. In pa tudi seveda Randolfu se zopet ne more ogniti, predvsem temu nekaj vprašanj sva ravno dobila na temo, ali kaj pomeni to, da Randolf ni še nobene izmed teh pripravljalnih tekem začel v prvi peterki, kar je vsekakor neka zanimiva stvar, kaj to pomeni, zakaj še ni začel v prvi peterki. Na koncu naši trije nosilci, o tem sva pa že govorila nekaj, niti ne bodo odigrali veliko pripravljalnih tekem skupaj, ali se bodo igrali do začetka, predvsem pa seveda kakšna bo njihova vloga notri. Tudi tem bova zopet rekla nekaj besed, čeprav so se o tem že razgovorila, vendar tokrat predvsem tiste negativne stvari, tiste slabosti v igri, tista opozorila, na katera bomo morali biti pozorni tudi na Eurobasketu. Mislim, da Blaž, ali še kaj pozabljam v tem uvodu? Mislim, da si povedal kar vse, tako da predlagam en kratek intermezzo in potem začneva z temo. Tako, kratka pavza in veselo na delo. Ja, Blaž, morda preden se posvetiva vsem tem slabostim, pomanjkljivostim v igri slovenske reprezentance, morda najbolj da nekaj besed rečeva na temo vseh teh manjkajočih igralcev, za katere bo siromašnejši letošnji Eurobasket. In seznamu teh igralcev, kot sem že omenil, sta se pravkar dodali še dve zelo renomirani imeni, Antetokounmpo in Teodosić, dve vodji svojih reprezentanc. In to sta bili samo še dve imeni v vrsti odpovedi, ki so letos že pred samim začetkom, tudi v nekaterih primerih upokojitev, pred samim začetkom Eurobasketa in na to seveda tudi poškodb med samimi pripravami in tudi neupravičenih odpovedi med samimi pripravami, tako da če greva samo na hitro preletiva tisti seznam, ki ga je recimo Sportando objavil na svojem Twitterju. Italijani so ostali brez Gallinarija, zaradi tiste poškodbe, vemo, nerodnosti udaril nasprotnika. Bargnani že ni bila ravno nerodnost, kar namerno je udaril nasprotnika. Drži, povsem popravljam, zaradi neumnosti, ne nerodnosti. Bargnani že predtem pravzaprav napovedal, mislim, da celo upokojitev v njegovem primeru. Batum, Gobert, Kozer manjkajo pri Franciji, Parker prav tako, mislim, da je že napovedal svojo upokojitev. Na to pri Španiji Fernandez, Ibaka, Mirotić, sledila je na to še poškodba Jula, tista težka poškodba Jula. Tudi pri Srbih seveda glavni zvezdniki Jokić, Bjelica, Radulica, ki je igral izjemno pomembno vlogo pri njihovih uspehih, pri uspehih njihove reprezentance v zadnjih letih. In sedaj še Teodosić, tudi Nedović je bil že na seznamu odpisanih, se je že poslovil, že zapustil reprezentanco, vendar kaže, da so ga sedaj ponovno aktivirali zaradi tega, ker Teodosić zapušča priprave, vendar seveda to je za njih gromozanski udarec, recimo
primeru Jokića in Belice. Jokić je bil njihov najboljši igralec na zadnjih olimpijskih igrah, Belica na zadnjem Eurobasketu. Teodosić veže njihovo igro resnično izjemno oslabljene so njihove vrste sedaj. Že omenjeni Antetokounmpo in Dorsi seveda, Iljašova pri Turkih, Ašik, Kanter tudi manjka, čeprav Kanter verjetno nikoli ne bo več igral za turško reprezentanco, ker ni pravilna politična opcija. Seveda, okoli njega je ogromno zanimivih zgodb in sedanjega turškega režima, ki ga je obtožil celo izdaje in so mu vzeli potni list, tako da Kanter nima več turškega potnega lista in za NBA ligo, recimo, zanimivo, ne bo mogel potovati na tekmo Oklahome, ki jo bo igrala v Mehiki, če se ne motim, ker nima potnega lista. Pri Čehih, s katerimi smo že igrali, recimo Veseli, Balvin in Šilt, glavni igralci na zadnjem evropskem prvenstvu, zato seveda tista tekma proti Čehom in oslabljenim Čehom, ki letos ne bodo igrali resne vloge, ni bila za našo reprezentanco tako pomembna. Tudi pri Ukrajincih, Len, Veselko, Bilan, seveda Zoran Dragić, ki sva ga tudi že omenila in ki ga bomo seveda tudi mi močno pogrešali na evropskem prvenstvu. In potem seveda, da ne pozabiva, pri Nemcih Zipser tudi manjka, njihov NBA igralec, in pri Hrvatih, kjer nedvomno ni nobenega dvoma, da je šlo za pritiske NBA lige, Zubac, Žižić, Hezonja. Pri vseh treh gre seveda za, povsem jasno so povedali, da zaradi obveznosti v klubu ne bodo igrali za reprezentanco letos, vendar to ni edini tak primer. Recimo, mislim, da lahko z gotovostjo sedaj po informacijah, ki jih imamo na voljo, trdimo, da je šlo za isto stvar tudi v primeru Janisa Antetokounmpa, okoli katerega so Grki gradili sedanjo reprezentanco in ki se je misteriozno, recimo temu, 10 dni pred začetkom Eurobasketa podal na neko promocijsko turnejo v organizaciji njegovega kluba Milwaukee Bucksov in sponzorjev, kjer so nenadoma zdravniki Milwaukee Bucksov ugotovili neko poškodbo, za katero trdijo v grški reprezentanci, da ne obstaja, še več. Zahtevali so vse zdravstvene medicinske podatke strani Milwaukee Bucksov in potem, ko so prejeli izvide rentgena, izvide magnetne rezonance, izvide tudi njihovih zdravnikov, so podali uradno izjavo, da Janis Antetokounmpo ni poškodovan in da gre samo za pritiske Milwaukee Bucksov, ter poslali uradno prijavo zoper Milwaukee Buckse in posredno NBA ligo na vodstvo FIBE. In Blaž, če samo te zadnje dve odpovedi pogledava, primer Teodosića, ki je redno igral, več ali manj redno igral za reprezentanco, bil na zadnjih 3 ciklusih in absolutni vodja, izpustil je tisti Eurobasket v Sloveniji. Z izjemo tistega je odigral na vseh ciklusih od takrat naprej, seveda 14, 15, 16 lanske olimpijske igre, 3 leta zapored. 4. leto, prvo leto, ko se preseli v NBA ligo, podpiše pogodbo, 10-milijonsko, večmilijonsko pogodbo s Clippersi, nenadoma sledi odpoved. Ja, in predvsem, kar je tukaj sumljivo, če lahko uporabim to izraz, je, da tudi Srbska zveza ni dala ven izjave, za kakšno poškodbo naj bi šlo, zaradi katere bo Teodosić izpustil prvenstvo. Rekli so enostavno, gre za kronične težave, kronične bolečine, in tudi izjava Đorđevića, zapravo selektorja, je bila tako precej diplomatska v smislu, ne smemo se jeziti na Teodosića, toliko je dal reprezentanci, lahko kot neke vrste mu naredimo to uslugo in ga pustimo, da izpusti to evropsko prvenstvo. Tako da se brez dvoma pojavi vprašanje, ali ni bil tukaj vzadaj pritisk kluba, predvsem zaradi tega, ker Teodosić ni več najmlajši, je igralec preko 30 let, mnogo jih ima pri teh letih že težave kot dejansko s kroničnimi bolečinami, bolijo sklepi, mišice, morda imajo kje kakšno malo poučene hrustance, potrebo kakšno artroskopijo narediti in tako naprej. In dejansko v bistvu, če vprašaš mene, po svoje niti nisem presenečen. Presenečen sem morda iz tega vidika, ker ti Teodosić je vedno bil zagnan, da bo igral za reprezentanco in tako naprej. Eden izmed, v bistvu bom rekel, redkih igralcev, ki je dejansko dajal vtis, da raje igra za reprezentanco kot za klub.
ponavadi to ravno ni tako, sicer vsi govorijo, veš, tiste besede vsi, zelo rad igram za reprezentanco in tako naprej, ampak dejansko pri njemu si dobil ta občutek, da če bi lahko, bi zamenjal reprezentanco za klub, če bi le lahko. Tako da me je, pa me ni presenetilo, ampak da ne izgubljava preveč besed s tem, bi še ti mogoče kaj dodal. Jaz mislim, da gre v Teodosičevem primeru tudi za nasvete njegovega menedžerja in seveda vodstva Clippersov, ki seveda računajo nanj v prihodnji sezoni in mislim, da nazorno pritiski NBA lige, seveda, ko govorimo o uradnem dogovoru, ki velja med NBA ligo in FIBO, po tem dogovoru NBA klubi ne morejo na noben način preprečiti ali omejiti nobenemu igralcu igro za svojo reprezentanco. To velja seveda za tuje igralce, tuje igralce v oziru ameriških klubov in za njihove domače igralce, ko se gre za igro njihovih igralcev v ameriški reprezentanci. Tako recimo Indiana zagotovo ni želela, da se Paul George da igra takrat, ko si je zlomil nogo recimo za reprezentanco in so seveda vsi ti njihovi, tista poškodba, tisti grozljivi zlom je mislim, da nekaj spremenil takrat v pogledih NBA klubov oziroma pritiski NBA klubov so se mislim, da po tistem bolj intenzivirali oziroma bolj so se zvišali, postali bolj intenzivni. Vsekakor je tukaj neka korelacija, neka povezava med tisto poškodbo Paula Georgea in tem, jaz bi v bistvu rad samo tukaj dodal, da ko recimo si omenil, da so Grki se pritožili na FIBO, NBA liga dejansko pač lahko enostavno reče, pač kaj nam pa morete. Dejansko, kaj lahko FIBA naredi? Denarno kaznuje in reče, ne smete več igrati na prvenstvih. Big deal. Mislim, dejansko nimajo nekega vzvoda, nekega mehanizma, s katerim bi pač lahko preprečili takšne mahinacije. To je res, vendar dejstvo je, na drugi strani je dejstvo, da ameriški Dream Teami, tisti originalni ameriški Dream in potem naknadne ameriške selekcije, predvsem na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih, so tisti glavni magnet. Zakaj olimpijski turnir, vemo, je najbolj gledani športni dogodek na svetu? Najbolj gledani dogodek na olimpijskih igrah je pa vedno moški turnir v košarki. Zakaj? Predvsem zaradi seveda Američanov in ameriških Dream Teamov in to je tisto, ampak to pa tudi Američanov veliko pomeni. Zakaj so se oni odločili pripeljati tisti originalni Dream Team? Zaradi tega, ker njihove univerzitetne selekcije in druge selekcije, ki so jih predtem pošiljali, niso bile uspešne. Tudi recimo vmes, ko so imeli tisto lockout sezono, takrat niso osvojili recimo naslova svetovnih prvakov. Mislim, da so bili šele 3. ali 4., niti ne vem. V vsakem primeru ne bi bili konkurenčni, če ne bi Ja, ampak če pa pogledava iz druge strani, pač kaj ali do sedaj več izgubi, ali izgubijo Američani na temu imperativu zmage, ali izgubi FIBA, kajti dejansko, če ne bi prišel Dream Team, tudi pade gledanost olimpijskega turnirja. Olimpijskega turnirja in svetovnih prvenstv se tudi NBA liga promovira, prodira na trge, na katerih prej ni bila, Kitajska. Za NBA ligo so bile olimpijske igre na Kitajskem ključnega pomena. Poglej, kakšno postavo so tja poslali, pravzaprav. Takrat so res brali in takrat so res začeli spreminjati potem mislim, da tisto moštvo je imelo nadimek Redeem Team. Po tistem sramotnem porazu, se spomnimo pred tem, da 2004 in potem 2008 so poslali oni res tisto, povsem spremenili pristop in poslali tisto najboljše moštvo, najboljše možno moštvo tja in na Kitajskem je takrat tudi NBA liga takrat vzcvetela in sedaj v zadnjih letih je Kitajska, seveda vemo, najhitreje rastoči trg v vseh pogledih z preko milijardo ljudi, torej ključnega pomena. Če NBA liga prodre na Kitajsko, tako kot prodira v zadnjih letih, tako popularna kot je košarka, ki je recimo tam v mnogih pogledih celo bolj popularna kot nogomet. Je celo, ko govorimo o rekreativnih športih, takoj za ping-pongom in pred nogometom. In če recimo seveda košarka prode na Kitajsko, potem lahko resno začne in postane prvi šport tam, se začne približevati nogometu kot tistemu najbolj popularnemu seveda svetovnemu športu, ki je seveda kraljuje brez primere, vendar
Indija, Kitajska, to so trgi, kjer recimo NBA košarka gleda in kjer tudi preko, da ne bova preveč časa zgubljala s to temo promocije, komu bolj koristi, vendar mislim, da gre za situacijo, v kateri roka roko umije, ampak se strinjam s tabo, Blaž. NBA oziroma FIBA nima nobenih resnih vzvodov, s katerimi bi lahko kaznovala, ampak kar je samo načelno, govorimo samo o načelnem dogovoru, s tistem, kar sem začel, načeloma velja dogovor, ki sta ga podpisali o vodstvi obeh lig, torej gre za formalni dogovor, če ga kršiš tudi določena pravna določila verjetno, kjer formalno pravno se ne smejo klubi na noben način umešavati v odločitev njihovih igralcev, NBA klubi odločitev njih, tudi za druge klube to velja. To ne velja seveda samo za NBA ligo. Vendar noben klub se ne sme umešavati ali preprečiti svojemu igralcu igro za nacionalno reprezentanco. Če to lahko seveda vzvodi v Evropi so malce drugačni FIBini kot v NBA ligi, tukaj imaš prav, kakšne so kazni verjetno zelo težko. Mislim, bomo videli sedaj na primeru, ker je Grška košarkarska zveza je poslala uradno pritožbo na FIBO zoper Milwaukee Bucks in bomo seveda z zanimanjem, tudi midva bova seveda z zanimanjem to spremljala v prihodnosti, vendar da ne bova zgubila preveč časa s to temo, morda samo ta zgodba, ko govorimo o pritiskih, bi bila morda za poslušalce najne, predvsem seveda zanimiva zgodba, primer Dragića in Phoenix Sunsov. Če pogledamo samo recimo dejstva, on je po sezoni 13-14 bil uvrščen v eno izmed idealnih peterke NBA lige, nekaj, kar je do sedaj uspelo samo redkim evropskim igralcem, postal tudi najbolj izboljšani igralec, ki je najbolj napredoval v tisti sezoni, torej imel odlično sezono. In on je po tistem, takoj po končani sezoni, že izjavil, da bo nastopal takrat na svetovnem prvenstvu v Španiji za reprezentanco. To je bilo drugo poletje zapored, ko je nastopal za reprezentanco. In takrat po tisti izjavi Gorana je predsednik moštva, predsednik Phoenix Sunsov, Lon Bobby, odšel na radijsko oddajo in tam javno podal izjavo, v kateri je dejal, citiram, naredili bomo vse, da bomo Goranu preprečili igro za njegovo reprezentanco. Potem Blaž, vemo, Goran je šel na prvenstvo, ni upošteval teh pritiskov, verjetno na stran dal te pritiske, zaigral za reprezentanco in kaj je sledilo? Samo dejstva. Phoenix je v klub, ki je imel že ogromno organizatorjev oziroma branilcev in specifično tudi poleg Gorana še Blecoja na položaju organizatorja, ki sta si delila položaj, pripeljal še Isaiah Thomasa, še enega organizatorja in 6 mesecev kasneje je bil Goran traden. To je vse, kar vemo. Seveda so tukaj tudi drugi razlogi vmes, tudi druge stvari vmes. Vendar jaz ne bi bil presenečen, oziroma sem ravno nasprotno, sem prepričan, da je določeno vlogo tudi igrala Goranova želja. Vemo, da takrat je on redno igral na vseh prvenstvih, zaigral povsem redno na vseh prvenstvih in vedno bil na voljo reprezentanci, za razliko od drugih naših NBA igralcev, ki so vsi po vrsti, brez izjeme, manjkali in izpuščali določene cikluse. In Goran je in morda seveda vodstvo gledalo, ali bo tako tudi vnaprej, bo on res vsako poletje igral, koliko lahko to grozi njegovo nadaljno kariero. In če nadaljujem potem primer, kdaj je Goran izpustil prvo prvenstvo, ko je Pat Riley, bodimo iskreni, tukaj so se recimo Zdovci tukaj nehote povedal malce preveč v enem iz intervjujev, ko je dejal, pred Evropskim prvenstvom 2015, torej prvim prvenstvom, ki ga je Goran izpustil, takrat je menjal klub, podpisal novo pogodbo, seveda tisto sezono je bil traden, Phoenix Sunsi primer, menjal klub, podpisal novo pogodbo, verjetno tudi on morda razmišljal malce o tem, kako je igra za reprezentanco vplivala na to, na potek teh dogodkov. In potem podpisal novo pogodbo in če se spomniš, Blaž, takrat je Zdovc dal v enem intervjuju, je povedal, da je osebno govoril s Patom Rileyjem in da niso, zdaj se malce parafraziram, vendar da niso bili naklonjeni Goranovi igri oziroma da mu niso dali dovoljenja. Zdaj, zelo zanimivo je, morda je takrat tudi Zdovc in Slovenska zveza niso želeli vztrajati, iti v konflikt z Miamijem, ker bi lahko isto kot Grki sedaj poslali pritožbo, da
Goran je njihov igralec, ni poškodovan in če nima razloga, ali sam pove, da noče igrati, ali pa naj jim podajo razlog za poškodbo. Govorim, teoretično bi lahko šli v ta konflikt. Vendar se niso odločili za to in seveda morda podobno kot Teodosić sedaj za zasluge niso zahtevali, vendar je bilo zelo zanimivo. Jaz ne dvomim seveda. Gre za pritisk NBA klubov in ta pritisk je ogromen. Čisto tako bom rekel. Predstavljajte si, da vam nekdo plača za delo, ki ga upravljate, več milijonov dolarjev. Celo morda 10 milijonov dolarjev, ko gledamo celoten potek pogodbe. Verjetno bi se do tega, vemo, vsi športniki so pravzaprav večina, v veliki primeru ljudje, ki izhajajo iz skromnih okoliščin, niso odraščali z milijoni dolarjev. To so ljudje, ki kar naenkrat. Zaradi tega lahko preprosto potegnem paralelo. Predstavljajte si, da sedaj vi, morda ste v nekem delu zelo nadarjeni in vas nekdo pokliče in reče za to delo, pri katerem ste zelo nadarjeni, vam bom pa jaz sedaj, pri katerem lahko recimo zaslužite pri nas par tisoč evrov, maksimalno, na mesec recimo 10 tisoč na leto, karkoli že rečem, vam nekdo reče, jaz si bom pa plačal zdaj za to delo nekaj milijonov. Verjetno se boste čutili obligirani do tega človeka, boste čutili določene obveze, določene pritiske. Ampak ne samo finančni, tudi za tekmovalne. O tem smo pa seveda že govorila, koliko pri Goranu sploh je še tekmovalnega motiva v reprezentanci in koliko so njegove tekmovalne ambicije v prihodnosti povezane samo z NBA klubom. Čeprav to je sedaj že druga tema, Blaž, morda, da ne bova... Mogoče bi se res počasi lotila vprašanj, ki so nam jih poslali poslušalci, so sedaj o teh odpovedih in pritiskih NBA lige se kar precej razgovorila, pa bom v bistvu kar takoj šel na to glavno vprašanje. Ja, vplivali bodo, zanimiva tema je zato, ker bodo nedvomno vplivali te pritiski, to je seveda poanta morda te najne malce daljše debate, kot so na začetku nameravala, ker bodo vsekakor te pritiski vplivali na letošnji Eurobasket, seveda z vsemi temi manjkajočimi igralci bo ta prikrajšan za določene, za nekaj kvalitete, nedvomno, nekaj konkurenčnih tekem, kako bo to krojilo usodo potem nadaljnjih moštev, vendar ja, to je tema za kakšen drug podcast, želel si povedati, Blaž? Ja, hotel sem v bistvu reči, da bi mogoče se kar lotila tistega glavnega vprašanja, ki smo ga večkrat dobila v teh zadnjih dneh, in to je obramba slovenske reprezentance, da dejansko sedaj se skoncentrirava na njo, kajti podcast je namenjen temu. Ali se tebi zdi, da je obramba tako zelo katastrofalna, kot se marsikdo izmed navijačev boji, da je? Kajti kažejo se določeni vzorci, že dovolj veliki vzorci, po katerih bi lahko dejansko rekli, da v obrambi zadeve ne klapajo tako, kot bi morale. Medtem ko napad deluje izjemno dobro, tudi deluje na trenutke izjemno že uigrano, je obramba tista, ki še vedno povzroča težave in če uporabiva tisto nenapisano pravilo, ki govori o tem, ne, da napad zmaguje tekme, obramba pa zmaguje prvenstva. Ne? Ja, mislim, vsekakor, če gledamo samo recimo vsa malce bolj kvalitetna moštva so nam dala vsaj 80 točk. Vsa moštva, ki premorejo določeno napadalno kvaliteto, so nam sedaj na teh pripravah, tudi recimo Čehi, ki smo jih premagali, so nam dali 80 točk. Hrvatje so nam dali 85 točk, potem Izrael 89 in sedaj še Turčija, ta zadnja pripravljalna tekma 86. Torej, v vsakem primeru prejemamo veliko število točk. Ampak po drugi strani smo jih pa tudi mi dali več kot 80. Tako, tisto, kar je ključnega pomena in kar morda nekateri pozabljajo, ko govorijo o obrambi in gledajo samo število prejetih točk, da ni tako pomembno število prejetih točk, pomembna je koš razlika. Pomembno je, s kakšno razliko ti premaguješ nasprotnike. Ni nič narobe, če ti dobiš od dobre reprezentance 80 točk, če jih daš 90. To je še vedno 10 točk razlike med obema moštvoma in to je tisto, kar je bolj pomembno tukaj, kot pa recimo, ker ti, če seveda hitreje igraš, če držiš hitrejši ritem, s tem nehote tudi nasprotnika usiliš, pravzaprav hitrejšo igro, upaš seveda, da bo on vrgel prav tako več metov, vendar manj kvalitetnih, da mu ne bo tako ležala hitra igra, kot naj bi bojda ležala
naši reprezentanci. Zaradi tega seveda avtomatično več metov, ko vržeš, tudi če je odstotek slabši, ponavadi dosežeš več, seveda odvisno od števila, vse je relativno, vendar dosežeš več točk. Tako da tista pomembna številka je koš razlika, vendar dejstvo, da je obramba bila slaba, sedaj na teh pripravljalnih tekmah, kot sem dejal, tudi te številke, tudi sama koš razlika in seveda porazi, ko govorijo že o koš razliki, ne moremo govoriti, da naša reprezentanca prejema veliko število točk, vendar tudi daje jih, ne proti tem boljšim reprezentancam, ni tudi Čehe, če se ne motim, niso premagali z 10 točkami razlike, pravzaprav lahko na hitro pogledam, rezultat je bil proti Čehom, 88 proti 80, torej tudi Čehov niso premagali s temi 10 točkami razlike, karkoli že to pomeni. Tako da obramba je trenutno vsekakor, o tem sva nekaj že govorila, o obrambi slovenske reprezentance, o tem, kako bo pomembna obramba slovenske reprezentance, če bodo želeli razviti to igro, o kateri sva precej govorila, to Golden State igro. Ja, in o tem sva takrat v tistem podcastu povedala, da tehnično gledano v sami postavitvi igralcev in tako naprej nisva videla nekih hudih napak. Ni bilo napak, kar se tiče prevzemanja in vsega. Predvsem je šlo v tem, da so igralci samo zamujali. Enostavno delovalo je nekako, kot da z glavo niso pri stvari. Komunikacija, motivacija, energija. Da teh treh parametrov, če lahko uporabim to besedo, da dejansko jih ni tam. Ne? In to je tisto, kar mene sedaj rahlo skrbi. Kajti sedaj se končujejo priprave, sedaj bi že načeloma igralci morali kazati to željo, to motivacijo za obrambo in tako naprej. In sedaj se jaz tudi nekoliko vprašam, ali je sposoben Kokoškov zmotivirati svoje igralce, da bodo igrali odlično obrambo. Recimo, če se spomnim nekaj časa nazaj, se spomnim izjave Boštjana Najbarja, ki je dejal, da je obramba nekaj, kar igralci ne radi igrajo. In da je bil recimo Jure Zdovc edini trener, ki je njega v narekovajih napalil, da je dejansko bil, da ga je toliko počgal, da je igral verjetno najboljšo obrambo, kar jo je bil zmožen igrati, da je igral morda celo boljšo obrambo, kot jo je bil sposoben igrati. Tako da to je eno izmed vprašanj, ki mislim, da vsaj jaz mislim, da bo treba počakati do prve tekme na prvenstvu ali pa morda celo do prve tiste prave tekme, ko bodo igrali proti krogu, v osmini, tako, morda ali pa morda recimo, če bi rekla že v skupinskem delu proti tisti pravi tekmi, se pravi Francija, Grčija, te boljše reprezentance, ali bo takrat slovenska reprezentanca, ali bodo fantje dejansko pokazali to željo, motivacijo za igranje obrambe ali ne. In ravno to recimo, če mogoče se mal grem še v globino, recimo, ko veliko govorimo o Dončiću, ne, tudi Dončić igra katastrofalno obrambo na teh pripravljalnih tekmah. Recimo ravno proti Izraelu sem ogledal nekoliko posnetke, dejansko niti ne proba braniti, dejansko Kaspi, ki Mislim, da proba, vendar je pri Dončiću problem tisto, kar sva govorila že med samo sezono, kar sva govorila, ko sva opozarjala na tem, kako mu že v tisti najnem prvem podcastu, ko sva pač seveda omenila vse prednosti, vse neverjetne talente, ki jih premore v igri Luka Dončić, sva se seveda posvetila tudi tistim nekaterim slabostim in tukaj seveda izpostavila ravno igro v obrambi proti manjšim, hitrejšim branilcem, vendar kar se seveda kaže sedaj tudi, da ne samo manjši, hitrejši branilci na zunanjih položajih, mu tudi malce hitrejša krila, niti ne hitrejša krila. Kaspi ga je pravzaprav nekajkrat recimo na tekmi proti Izraelu precej zlahka prebil, ne samo Kaspi, na prejšnjih tekmah so ga na zunanjih položajih precej zlahka prebijali in tukaj je dejanski problem pri Luki to, da pač to je tista njegova slaba lateralna hitrost. O tem sva, kot sem dejal, o tem sva že na prvem in to je tista slabost, zaradi katere recimo tudi nekateri v Ameriki, na drugi strani Atlantika, ko govorimo o njemu kot o morebitnem prvem izboru na naboru, malce dvomijo, recimo tisti igralec, ki je sedaj prvo ime naslednjega nabora, pravkar reklasificirani Marvin Bagley, njegova prednost je ravno to, da je izjemno visok in gibljiv igralec, izjemno lateralno hitrostjo, da lahko pokrije tudi nižje igralce, kljub temu, da je izjemno visok in obenem tudi blokira visoke igralce. In
Tako da, ko govorimo o tem, ali je pomembna obramba ali ne, tudi v NBA ligi, najboljši igralec, najvišje rangirani srednješolski igralec v Ameriki je trenutno pravzaprav njegova glavna prednost, je ravno njegova obramba, ne njegov napad. Ja, kajti v napadu recimo je Dončić fenomenalen, pač Dončić kaže dejansko kvaliteto v napadu, ki je dejansko nepredstavljiva za 18-letnika. O tem sva ogromno povedala. In pri vsemu temu, recimo nekaj, kar sva recimo že v uvode rekla... Oprosti, kad te prekinjam, ampak nedvomno je v tem trenutku tehnično najbolj podkovani 18-letnik in najboljši izmed vseh, ki bodo na naslednjem draftu konkurirali. Vendar to je ta v povezavi tudi z njegovimi fizičnimi sposobnostmi, z njegovo eksplozivnostjo, tako imenovanim prvim korakom, ki je v košarki izjemno pomemben. To so tiste, ravno zaradi tega seveda vsi košarkarski navdušenci s tako izbranimi besedami govorimo o Luki, ker ni tisti elitni atlet, ne more skočiti iz telovadnice, skočiti iz dvorane, kot radi rečemo za tiste najboljše NBA atlete. On v karieri verjetno ne bo imel neverjetnih posterjev, highlightov, kjer bomo videli neverjetne posterje. Vendar tista njegova prefinjena tehnika, občutek za igro, občutek za podajo, pregled. Kot recimo Jokić v ligi NBA, ne? To je, na drugem položaju. Sicer na drugem položaju, ampak mislim, da je to lep primer nekoga, ki pač ima fantastičen pregled nad igro. Fantastična tehnika, pomanjkljiva fizika. Točno, pomanjkljiva fizika in posledično tudi pomanjkljiva obramba. Točno tako. Zaradi te pomanjkljiva fizika se pa pogosto še posebej pri igralcih, ki so ofenzivno izjemno nadarjeni in se v napadu zelo iztrošijo, potem hitreje kaže v obrambi, primer Jamesa Hardna. Recimo. Tako, in zaradi tega so recimo igralci kot je Kawhi Leonard, LeBron James, Jimmy Butler toliko bolj cenjeni v ligi NBA, ker so sposobni odlično odigrati v napadu in odlično odigrati v obrambi. Two-way players, dvosmerni igralci. Ampak da naj jo ne zanese, ne? Pri Luki vseeno imam občutek, kajti obramba je v 90% je obramba motiviranost. In dejansko recimo slabi igralci, govorim sedaj v narekovajih, slabi igralci, lahko recimo manjko svojega napadalnega IQ-ja nadomestijo ravno z garanjem v obrambi. Recimo Jaka Blažič, pa če posluša ta podcast, naj mi ne zameri, ampak recimo on je omejen igralec, kar se tiče napada, ampak to vse skupaj nadomesti z odlično obrambo na drugem koncu. No, odlično, mislim, da Jaka tudi, kar se tiče tehnike branjenja, pogosto morda stoji včasih, ne bo zdaj če bi primerjala napad in obrambo, je vseeno boljši v obrambi kot v napadu. Se strinjam. Recimo, to je tudi nekaj, kar bi mogoče lahko rekla za Zorana Dragića. In če sedaj pogledava, da bo Dončić zamenjal Zorana, da bo imel v bistvu, bo on ta druga violina v igri slovenske reprezentance, ne, ali lahko ta napad Dončića, pa slaba obramba, ali je lahko to bolj koristno, kot pa je recimo nekoliko slabši napad Zorana Dragića in njegova elitna obramba. Ne vem, kaj ti misliš? Ja, če samo pogledamo recimo Zoran je nedvomno bil na zadnjih 2-3 prvenstvih, če se spomnimo recimo lanske kvalifikacije tekme proti Ukrajini v Sloveniji, pravzaprav mislim, da je dosegel skoraj 30 točk. Mislim, da Zoran je nedvomno bil naš drugi najpomembnejši igralec v reprezentanci do sedaj, v zadnjih 3-4 ciklusih reprezentančnih, nedvomno od Evropskega prvenstva 2013 naprej. In to ne samo v obrambi, kjer je bil naš najpomembnejši igralec, vendar v napadu je bil naš drugi najpomembnejši igralec. Morda ne še na Eurobasketu 2013, vendar nedvomno potem na svetovnem prvenstvu 2014 in na Eurobasketu 2015, ker je pravzaprav bil naša prva opcija v napadu. In takrat je tudi recimo imel solidno statistiko, morda Blaž, ti si govoril, malce prej si gledal statistiko Zorana. Ja, recimo na Evropskem prvenstvu
Na zadnjem evropskem prvenstvu je recimo dal 15,5 točk, imel 3,5 skoka, 2 podaje, 3 izgubljene žoge, recimo za 3 je metal 34%, medtem ko na zadnjem svetovnem prvenstvu je recimo... Za 2,56. Tako, ja, recimo na zadnjem svetovnem prvenstvu je pa dosegal sicer nekoliko manj točk, malo manj kot 13. Bil je drugi strelec v reprezentanci za Goranom. Za Goranom dosegal je malo manj kot 13 točk, ampak je bil njegov procent meta za 3 je bil kar 44%, kar je zelo dobro. Predvsem za njega, ki ne slovi ravno kot najboljši v reprezentanci je on vedno dobro metal trojke, dobro igral v napadu in to, kar si seveda postavil to vprašanje, razlika med Luko in Zoranom v napadu in na to v obrambi, razlika v napadu je manjša, kot je v obrambi. V obrambi je Zoran toliko boljši Zoran je pravzaprav eden izmed najboljših obrambnih igralcev na zunanjih položajih v Euroligi. Tudi na tekmah, ki jih je igral za Milano letos, on je bil pravzaprav edini v Milanu, ki je dejansko igral obrambo. Dejansko sem imel priložnost videti recimo napade nasprotnikov Milana v Euroligi letos, kjer je Zoran v eni obrambni akciji, v eni obrambi prevzel praktično vseh 5 igralcev Milana. Začel na njihovem pleju, potem po 2 blokih vedno prevzel tistega igralca, ki je imel žogo, potem pomagati šel po podaji na globino, šel pomagati na podvajanje in potem, ko je sledila podaja že spet ven na zunanjo pozicijo, je šel potem še tricaša oziroma strelca za 3 pokrit na zunanjo točko. Dejansko 5 igralcev je pokril v eni obrambi, s tem, da noben drug pa v Milanu podrepe še ni igral obrambe. To, kar si govoril, to je stvar volje, stvar energije, stvar želje in vemo, Zoran je, motivec je tisti igralec z energijo, z dodano vrednostjo in tudi zaradi tega, tudi določena tehnika je, drža, preža, pravilna drža. Vemo, recimo nekateri ofenzivni igralci niti v obrambno prežo ne stopijo, že spet morda James Harden primer, vendar tudi delno seveda je treba upoštevati, koliko nekdo naredi v napadu in koliko mu potem preostane energije in zaradi tega sem omenil to pri Luki, da seveda pri 18 letih in glede na njegovo veliko vlogo v napadu bo on v obrambi le stežka držal ritem, zaradi tega ga bo potrebno nekako skriti v obrambi, tako kot ponavadi delajo. Vendar tukaj je seveda potem tudi to vprašanje, potem moral Goran recimo biti tisti, ki bo pomagal, vendar še vedno je pa Goran bolj koristen kot playmaker in tudi on, če se bo preveč iztrošil na obrambi, bi lahko potem manj dal v napadu, če bo moral to kompenzirati. To je zelo delikatna zadeva pravzaprav in kar so pokazali te tekme je, da ja, Luka v primerjavi z Zoranom seveda ne bo moral niti pravilno. In tukaj je tudi en razlog se skriva. Še posebej recimo vedno pogosto recimo potem tisto vprašanje, ki smo ga tudi dobili z Randolfom, zakaj ne začenja v prvi peterki. Randolf bi namreč lahko takrat, ko recimo prebijejo Luko, kar se pogosto zgodi, bi lahko potem pokril tistega igralca pod košem, preprečil blokado. Potem je seveda in ja, to je pa seveda sedaj, Blaž, tisto, kar sva govorila, počasne rotacije v obrambi in počasno prevzemanje, ko recimo igralca, kot je Luka, prebijejo in potem seveda mora nekdo stopiti in pokriti tistega igralca, ki prebije Luko pod obročem, potem pride do teh rotacij, ki pa morajo biti hitre, ki morajo biti na sekundne, ki morajo biti uigrane, kjer mora komunikacija biti natančno potrebno vedeti. In to sva že govorila. Ja, ampak tega trenutno še nisva videla. To je tisto, kar mislim. Jaz sem videl, vendar niso bile dovolj hitre, niso bile dovolj precizne, niso bile dovolj natančne, zamujajo, preprosto zamujajo. Ja, tako kot sem rekel že na začetku, pač enostavno tehnično vse, postavitev je dobra, vse je dobro, vendar enostavno zamujajo. Kaj nas ubija? Trojke nasprotnikov. Točno pravzaprav skoraj da na vseh tekmah so nas trojke ubile in zaradi česa? Zaradi tega, ker najprej pride do slabe obrambe pri prvem preboju, pri prvem prodoru, kick and drive, prodor in podaja na ven sledi in pride do počasnega prevzemanja, potem, ko igralec pomaga pri tistem, ki prodira, pride do počasnega prevzemanja igralca na trojki in tako naši nasprotniki dobivajo celo kopico, obilico neoviranih, odprtih metov za 3 točke. Tako. In današnji košarki seveda vsaka ekipa premore 3-4 elitne strelce, ki zadevajo trojke s podobnimi odstotki kot polaganja izpod obroča, pokrita polaganja izpod obroča. Ja, ampak ravno tu,
nisem videl, dejansko teh rotacij nisem videl še, bom rekel, vsej na trenutke. Ja, rotacija. Ne morem reči, da je bilo vse skozi, da so bile slabe, ampak enostavno večkrat je bila slaba rotacija, kot pa dobra rotacija. In to je rahel razlog za skrb. Za obrambo potrebuješ diktatorja. Točno tako, ne? In morda dejansko manjka en komandant obrambe, kajti ponavadi so centri tisti, ki komandirajo obrambo. Morda nam manjka to. Morda ne nujno v igri, govorim tudi kot trenerja, če gledaš, omenjal si Zdovca. Zdovc je bil diktator, Zdovc je bil tisti, ki si je izpulil celotne obrvi med tekmo in se zdrl na 2-3 igralce redno. Zdovca smo lahko videli, kako je v AEK imel praktično skoraj, da se stepal svojim igralcem, kar je že spet druga skrajnost in morda ne najbolj smotrno, zdaj ne rečemo, vendar tudi v NBA ligi, če gledamo tiste najboljše obrambne trenerje, Popovič, Thibodeau, kaj so to? To so histeriki, to so manjaki, to so Popovič se je zdrl na vse od Tima Duncana do Gasola sedaj to sezono. Recimo pravkar minuli sezoni je on po Gasolu 37-letnemu veteranu, izkušenemu veteranu, nekajkrat lepo prav ušeza, ko si videl prav kot šolarčka ga je ukaral, kar se recimo verjetno polu ni že, Pavu ni že vsaj verjetno 10 ali več let zgodilo. Tako da, ja, vsekakor na klopi in v igri, to je stvar komunikacije, to je stvar uigranosti ekipe, tudi kemije med samimi igralci, želje, da igraš obrambo. Tukaj trener lahko postavi neke določene teoretične sheme, lahko postavi dogovore pri prevzemanju, lahko reče, dobro, tega igralca ni treba jeti preko bloka, lahko greš pod blokom, ga pokrivaš, ker je slab strelec za 3, mu lahko pustiš recimo kakšno odprto trojko in greš skok. Vse to je stvar dogovora, ki ga trene. Potem je pa seveda drugo stvar realizacije. In jaz mislim, da trenutno v našem moštvu bolj šepa ta aspekt realizacije, ta realizacija, kot pa Kokoškov je dober trener. Kokoškov že več kot desetletje dela v NBA ligi. On opravlja vlogo prvega pomočnika, v NBA ligi je 30 prvih pomočnikov. Vsi izmed teh prvih pomočnikov so plačani neprimerno bolje, kot bi bili celo kot glavni trenerji evroligaškega moštva. Ko govorimo o prvih pomočnikih, eden izmed najboljših evropskih trenerjev, Ettore Messina, je prvi pomočnik v Spursih. Ettore Messina je zame celo za Obradovićem najboljši evropski trener. Pred recimo Blatom. Blata bi uvrstil na 3. mesto. Vendar Blat niti ni evropski trener. No, deluje. Kariero je deloval, rojen je bil vsekakor v Ameriki, vendar recimo ne bova sedaj se spustila v to diskusijo. Mislim, da ima izraelsko državljanstvo, Izrael je del formalno pravno del Evropske košarkaške zveze, recimo evropski trener, dobro. Ker je deloval v Evropi, kar se evropski trener, predvsem v smislu delovanja evroligaških klubov. Tako da Ettore Messina že nekaj let sedaj upravlja isto vlogo kot Kokoškov. Zaradi tega mnogi podcenjevalo. Jaz se spomnim v sezoni 12-13 ko so v Phoenix Sunsih odpustili Gentrija, danega trenerja, so potem sicer vlogo glavnega trenerja namenili Lindsayju Hunterju, neizkušenemu igralcu, ki je tik pred tem končal kariero in ki ni niti blizu tej poziciji, potem bil. Phoenix Sunsi so bili takrat v Rasulu, vendar vlogo prvega pomočnika je takrat še vedno upravljal Kokoškov, vendar kar želim povedati, med odmori, med premori je Kokoškov bil tisti, ki je risal akcije, ki je postavljal akcije, ki je dajal navodila. In recimo takrat je tudi zanimivo, kako je Goran takrat dvignil igro po tistem, ko so odpustili Gentrija in ko so Kokoškova poslali. Mislim, da je takrat celo imel po tistem All-Star premoru povprečje 10 ali 11 podaj na tekmo. 17 skokov, 11 podaj, nekaj podobnega je imel povprečje. V tisto pravo playmakersko vlogo ga je dal. So si 17 točk pa 11. Kaj sem pa rekel? 17 skokov, to bi bilo malo. To bi bilo, mislim, toliko nima niti Westbrook. No. Dobro, da si me ujel, ker bi se mi seveda pošteno smejali. Ja, seveda, 17 točk, 11 podaj in 17 točk, nekaj takega.
je dejal na tekmo in mislim, da recimo, kar je zanimivo, da sedaj v reprezentanci, ko sem gledal recimo sistem naše reprezentance sedaj v napadu, je tisto recimo termin, ki so ga midva že pogosto, že nekajkrat uporabila, Golden State Warriors košarka, Pace and Space košarka, ki jo želijo igrati tudi v naši reprezentanci. In tukaj vedno smo poudarila, Golden State je ena izmed najboljših obrambnih ekip lige. Druga najboljša obrambna ekipa lige v lanski sezoni. Predlani je bila najboljša obrambna ekipa lige. Vedno so Spursi tam nekje, oni v zadnjih letih seveda, menjavajo pozicije, prva, druga Spursi, Golden State Warriorsi. Ja, pa še tam je defensive rating razlika zelo mala, za 0,6, 0,5 točke, praktično identično dobra obramba. In to jim seveda omogoča to igro, da razvijajo to hitro igro v napadu, ki jo naša reprezentanca želi igrati, vendar ki jo do sedaj še ni igrala. Tudi če gledamo recimo število točk, ki jih mi dosežemo v protinapadih, je to zelo skromno. Je to še vedno relativno majhno, relativno nizko in bi moralo biti višje. Ampak to lahko, do tega lahko prideš samo z boljšo obrambo, z zaustavljenimi napadi nasprotnikov. Vse se mora razviti iz obrambe. V napadu je naša igra, vse vidimo, z doseganjem točk nimamo velikih težav. Tudi takrat, ko recimo na teh tekmah v Izraelu, proti Izraelu so zaostali že za 20 točk v prvem polčasu. Tudi preko Turkom so velik del drugega polčasa zaostali za dvoštevilčno razliko 11-12 točkami. In so se le vrnili. Doseganje točk jim ne predstavlja velikih težav. Naša igra v napadu je veliko predanja, veliko predaj žoge, hand-off action, torej direktnih predaj žoge s križanjem, veliko drive and kick akcije, prodorov, podaj na ven, rotacij igralcev, igralci se gibajo, izmenjujejo položaje. Vse to, o čemer smo že govorili, lahko vidimo v napadu. Vendar tudi vse to, če ne bo obramba boljša, ne bo zadostovalo za kakšen rezultat. No, ampak recimo, če se zdaj, ko govoriva lihva o obrambi in vsem tem, ne, mogoče, ko si prej omenil, da bi recimo Randolph lahko pokrival tiste lukne Dončiča, ko ga prebijejo, da bi on lahko prevzemal in uno. Eno izmed vprašanj, ki so ga dobila, zakaj Randolph prihaja v igro s klopi. In to sva se tudi midva potem nekaj malega pogovarjala, kajti oba sva bila prepričana, da bo Randolph prva opcija na položaju 4 in da bo prva opcija na položaju 4 in da bo začenjal tekme, ne? Vendar sedaj vedno bolj se zdi, da je morda Kokoškov ugotovil, da na klopi nima dovolj kvalitete in je morda zaradi tega bil pripravljen sedaj Randolpha potegniti, ga začenjati po nekaj minutah igre, začenjati v tem drugem planu in potem tekme začenjati z, ne vem, Muričem na štirki, morda še s Čančarjem na štirki. Ne vem, dejansko to je sedaj zelo dobro vprašanje, kajti dvomim, da bi vendarle za pripravljalne tekme in dvomim, da bi recimo Kokoškov, glede na to, da pač Randolph je šel, ni ga bilo, da bi ga morda na tak način želel nekoliko nazaj upeljati v igro, ker je izgubil tisti teden zaradi poroke in tako naprej. Jaz sem to mislil na tisti prvi tekmi po povratku, da je bilo, ampak sedaj že en teden po tisti samo še eno pripravljalno, odprto pripravljalno tekmo igrajo, ali bo na tisti zaigral v prvi peterki. Zaigral je v prvi peterki na tisti prvi tekmi, ki jo je igral proti Ruski. Ja, vendar takrat ni igral Goran Dragić. Niti Vidmar, in vprašanje je tudi, kakšen plan je imel na začetku Kokoškov in kako se mu je plan spremenil glede na potek priprav, kajti na pripravah ti še dejansko vidiš, s kakšnimi igralci operiraš. Nekaj je, kar ti vidiš glede analize, kar vidiš, kaj počnejo v klubih, ampak potem, ko jih dejansko dobiš v svoje roke, šele takrat vidiš, kakšno je dejansko stanje. Tako kot si dejal, naša klop je problem. Zadnjo tekmo proti Turkom je recimo klop izgubila s 45 proti 25. Turška klop jih je nadigrala za 20 pik razlike. In to je velik problem. Kljub temu, da je recimo v igro s klopi vstopil Randolph, ki je uspešno odigral. Randolph tudi ni dosti igral do sedaj. Recimo tudi zadnjo tekmo proti Turkom je igral 23 minut in vse tekme do sedaj nekaj podobnega 20 minut. Goran je malce dvignil minutažo na teh zadnjih dveh tekmah in tudi z malce več energije, bolj intenzivno odigral, predvsem potem vidimo, da
ni več tako veliko metal za 3 točke, se odločil za več prodorov. Naša reprezentanca je proti Izraelu in proti Turkom dosegla več točk izpod samega obroča iz rakete kot nasprotniki. Tako da pod obroč so začeli igrati, to je bilo bolj uspešno. Vendar na eni strani slab met za 3, imamo mi tudi to je naš in seveda, kot sva že omenila v obrambi, na drugi strani seveda slabo branimo trojke. In to je morda celo, glede na pomembnost trojk v tej današnji moderni košarki, je to res tista razlika, morda, če tako na hitro pogledaš samo statistiko vsake tekme, skoraj da na hitro samo pogledaš nasprotnikov odstotek trojk, naš odstotek trojk, zadetih trojk, vedno vidiš je tista to je opazna, tista glavna razlika. Ja, pri teh proti tem boljšim recimo, ravno ko sva gledala to statistiko proti Turkom, ne, recimo točke iz izgubljenih žog, tam, med za 2, tam, trojke, ja, skoki recimo tam, ne, potem pa trojke v korist Turčije. Ne? Močno v korist Turčije. Močno v korist Turčije. Ne? In mislim, da bo tudi sedaj zadnjih 10 dni, koliko je še priprav, mislim, da bo to ključni poudarek naše slovenske reprezentacije. Koliko lahko v 10 dneh seveda sploh popraviš, je tudi eno vprašanje, predvsem seveda recimo Goran Dragič, ki v dosedanjem poteku kvalifikacij trojke meče tam nekje 12%, mislim, da so gledali, če se ne motim, je zadev, zdaj govorim na pamet, vem, da je zadev 3 trojke, ampak od 22, 24, no, od 24. Vendar pozabljaš tudi, da je Goran velikokrat trojko vrgal kar tako malo. Vrgal jih je v izteku napadov, je par trojk vrgal, vendar nedvomno vrgal je tudi precej neoviranih trojk, ki jih je zgrešil. Tudi teh je veliko precej več kot teh v zadnji sekundi napada. Pri njegovih trojkah je predvsem problem v tem, da ali so nekoliko predolge ali pa nekoliko prekratke. Kot da ima težavo se navaditi na evropsko trojko. Blaž, točno to, kar si povedal, ali rahlo predolge ali kratke, to ni težava, da bi bila težava, tehnična težava z metom. To je težava samo vaje, mehanike, motorike, ponavljanja in morda ne toliko, prilagajanja na evropski met, ker je že uspešno. Vedno je uspešno bil tistih 35-36% na zadnjih, sicer sedaj nisem šel gledati, vendar njegov met je bil vedno soliden, uspešen, ni bil slab, tudi v FIBINI košarki na zadnjih prvenstvih. Sedaj je katastrofalen, sedaj je 3-krat slabši, kot je bil odstotek, kot ga je imel ponavadi, poprečno. Še posebej seveda, če gledamo na to, kako dobra sezona je za njim, predvsem ne samo recimo dobra sezona pri catch and shoot trojkah, pri postavljenih metih, ko mečeš takoj po podaji, vendar tudi pri pull-up trojkah, torej trojkah iz preigravanja, je bil celo med najbolj uspešnimi, učinkovitimi strelci v ligi NBA, kar je ponovadi znak dobrega strelca, če tudi iz igre, ne samo po prejetem, vendar iz igre, iz preigravanja mečeš z visokimi odstotki in Dragič je tam nekje skoraj 44% metal pull-up trojke v zadnji sezoni, zato bo tudi to na evropskem in to je seveda pri njegovi igri toliko bolj pomembno, ker mu odpre prostor v prodoru. V prodoru je pa eden izmed najboljših igralcev na svetu. Le redki so mu jaz bi ga celo mogoče dal top 5 branilec na svetu. Top 3 branilec na svetu, celo, ja. Vendar top 5 igralec, o tem bi se lahko pogovarjali. Ko govorimo o njegovi učinkovitosti v prodorih, v njegovi sposobnosti. Ja, njegovi procenti zaključevanja pod obročem so tam s centri. Z vsemi najboljšimi in najbolj učinkovitimi igralci, ki zaključujejo izpod obroča in njegova tehnika, njegovo delo z nogami izpod samega obroča je, kot recimo lahko občudujemo tehniko Stepa Curryja pri metu za 3, njegovo delo z nogami, kako si ustvarja prostor na zunanjih položajih, kako pride do priložnosti za 3. Tako lahko občudujemo tudi Goranovo tehniko v postu, Goranovo tehniko pod obročem, ne samo v prodorih. On premore dobesedno pod obročem vse metode, tudi centrske tehnike, horak, igra s hrbtom proti obroču, vse to je tudi njemu domače, tako da on je res mojster igre iz neposredne bližine obroča. In zaradi tega seveda vsi nasprotniki želijo preprečiti to, da Goran pride blizu obroča in tudi recimo, kar smo do sedaj videli na teh pripravah, je, da obrambe nasprotnikov še vedno več prostora dajejo Luki Dončiću in se bolj skoncentrirajo na Gorana.
Zanima me, ali bo tako tudi na prvenstvu, ker smo videli, da do sedaj jih je Luka pošteno kaznoval, če so ga samo z enim obrambnim igralcem pokrili, Luka to brez težav reši, če igralec višji od njega ali tako visok, vedno izbere pravilno njegove odločitve v napadu, če sva že danes bila morda kritična do njegove obrambe, je vendarle treba vedno poudariti, da v napadu, čeprav mislim, da se ni zabati, da bi ki je že poslušal najin podcast, se bal, da bi bila preveč kritična do Luke, glede na to, kako velika ljubitelja, kako velika navdušenca nad njegovo igro sva oba. Vendar ja, vse to so vprašanja, s katerimi, ki saj do sedaj niso ponudila še nekih konkretnih odgovorov. Seveda gre še vedno samo za pripravljalne tekme, seveda še vedno ni Goran, tudi verjetno Anthony Randolph, nista niti približno še prikazala igre, kakršno jo bosta prikazala na prvenstvu. Vendar ne moremo se ogniti vsem tem slabostim, ki smo jih opazili na dosedanjih pripravljalnih tekmah. In predvsem te slabosti se ponavljajo. Predvsem to je tisto. Ne vidimo napredka. Ne vidimo napredka. Jaz recimo ne bi rekel, če bi videl, ok, na prvih tekmah je nekoliko slabša obramba, začenjaš z unimi druga tekma, tretja tekma, potem prideš četrta, peta tekma in dejansko ne vidiš nekega konkretnega napredka. Ne vidiš, dejansko ni nekega konkretnega napredka bilo. In jaz srčno upam, resnično upam, da je vse to samo tempiranje forme, da je vse to samo, da morda Kokoškov reče... Tem sva dosti govorila v zadnjem podcastu, celo izpostavila kot tisto ključno besedo zadnjega podcasta, tempiranje forme, tako, vendar ja, kot si dejal. Ne, ampak me res zanima, ali bo Kokoškov jih na prvenstvu še toliko bolj spodbodel, da bodo igrali še boljšo obrambo. Ne vem. S tako igro, kot smo jo do sedaj videli, ne morejo nič narediti na prvenstvu. To lahko trdimo z gotovostjo. Res, da bo prva pomembna tekma, bo tista tekma v osmini finala. Prva pomembna tekma bo prva pomembna tekma. Vendar, ampak hočem reči, takrat v osmini finala, ampak če recimo bi tempiral formo za osmino finala, je to lahko zelo, zelo, zelo dvorezen meč, predvsem zaradi tega, kajti z dobrimi predstavami v skupinskem delu si lahko priskrbiš precej boljše izhodišče za naprej. In zakaj bi recimo zaradi slabše obrambe morda prišli na koncu na tretje mesto v skupini, dobili na koncu težjega nasprotnika v osmini finala in morda še celo ne v osmini finala, ampak morda recimo potem v četrtfinalu naprej naleteli na mogoče kakšnega izmed prvih favoritov za medaljo. Se mi zdi, resnično upam, 10 dni je še in predvsem upam, da je dejansko tako, kot sva že govorila, da je obramba pri naših v tem trenutku samo težava motivacije, da morda tudi Kokoškov ne želi, da se preveč razmetavajo v obrambi, kajti v obrambi, če igraš na nož, se iztrošiš, večja verjetnost za poškodbe. Upam, da so to razlogi, vem pa ne. Vse, kar midva počneva tukaj, je ugibava. Recimo temu upajmo, da gre za porodne težave, preden se bo čudovito dete izrodilo na Eurobasketu. Točno tako, ne. Midva dejansko vse samo ugibava. Recimo midva tudi, ko sedaj rečeva, da recimo bi bilo boljše, če bi imeli morda bolje, da bi imeli Zorana Dragića kot pa Dončića. Ne, mislim, da tega nisva trdila. Najbolje bi bilo, če bi imela oba. Tako, ampak če bi že morali izbirati med enim, ne govoriva, da je Luka Dončić slabši igralec kot Zoran Dragić, ampak dejansko lahko ocenjujeva samo to, kar sedaj vidiva. Ja. Luka bo definitivno še napredoval v obrambi. Jaz sem v to 100%, kajti obramba je v večji meri stvar drila, motivacije. Zaradi tega, ko si dejal, da ne poskuša, jaz se s tem ne strinjam, on poskuša, samo trenutno ne more, manjka mu izkušenj, tudi recimo, ko je igral proti Caspiju ali Bogdanoviću, gre za NBA, izkušene NBA igralce, vendar vseeno so ga le na prelahek način prihajajo do koša. Zaradi tega on seveda na prvenstvu nikakor ne bo smel pokrivati nasprotnih kril, še posebej, če bo krilo tiste, ki bo glavna ofenzivna nevarnost nasprotne ekipe. In to je dodatna težava za Kokoškova, v kateri bo moral pošteno razmisliti. Ja, vendar potem pride težava, kdo pa bo pokrival ta krila. Ravno tem je, ali začneš potem z Murićem, ali daš Luko potem na dvojko in začneš z Murićem in daš tako, Luko, da pokriva branica. Vendar kot sva gledali, sedaj Murić začenja na štirki, recimo, ali pa začneš z Randolphom na štirki, da ti bo pokrival krilo, kajti Randolph bi lahko pokrival krilo, ali lahko Dončić pokriva štirko. Vprašanje je nešteto in mislim, da bo
Več je vprašanj po teh pripravljalnih tekmah in še posebej tudi zaradi tega, ker recimo zadnjih niti nismo mogli spremljati, smo morali iskati streame proti Turkom, niso niti prenašali tekme na kanalu, kjer naj bi bila bojda doma košarka, vsaj tako so se oglaševali. Turška je bila tudi zaprta za javnost. Tako da ja, zaprta je bila zaradi tega, ker se niso dogovorili za prenos, očitno finančnih interesov A kanala niso zadostili oziroma bi morali preveč plačati, tako da jaz tudi tukaj bi lahko rekla nekaj besed, bomo videli, bomo ocenjevali kvaliteto njihovega prenosa po samem Eurobasketu, konec koncev tudi igro bova na koncu ocenjevala, vendar seveda nisva se v tokratnem podcastu se nisva mogla ogniti vsem tem očitnim težavam, ki sva jih opazila, ki so jih konec koncev opazili tudi na številnih družbenih omrežjih, kjer potekajo debate, tudi na našem družbenem omrežju, kjer potekajo debate o Eurobasketu in zaradi tega so se odločila tokrat posvetiti tem temam in potem morda za naslednji podcast se posvetiti še nasprotnikom in podati tisto končno oceno. Kaj misliva, da bo prišla slovenska reprezentanca? Mislim pa, da so bila dovolj dolga trenutno, tako da morda le en kratek intermezzo in se vrneva z zaključkom. Ja, Blaž, bodi dovolj, naj bo to dovolj za tokratno epizodo. Morda še enkrat upam, da sva zadovoljivo odgovorila na vsa vaša vprašanja in vas tudi vabiva v naprej, da nam pošiljate vprašanja, tudi predloge za teme. Morda še enkrat, Blaž, na hitro kam? Ja, na Facebooku NBA Slovenija in pa na Twitterju sportinfo.si linke do obeh opcij, kjer jo lahko kontaktirate, boste našli v opisu videa oziroma na SoundCloudu v opisu posnetka. Bi še kaj dodal, razen tega, da bo v četrtek še tista zadnja odprta pripravljalna tekma. Ja, sedaj sledi zadnja pripravljalna tekma Slovenije s Hrvaško, potem samo še ena trening tekma, zaprta tekma s Hrvati naslednji dan, zadnja pripravljalna pravzaprav, kjer mislim, da bo verjetno Kokoškov tudi glavni nosilcem namenil preveč počitka, da ne pride na tisti zadnji trening tekmi slučajno do kakšne poškodbe, oziroma tekma verjetno ne bo imela značaja, resnega tekmovalnega značaja, kjer bi nekdo lahko staknil poškodbo. Zaradi tega tista zadnja tekma v četrtek, kjer bodo naši zagotovo, tako kot je recimo Aco Petrović dejal, da na tisti prvi pripravljalni tekmi proti Hrvatom v Opatiji, da so oni igrali, želeli zmago, igrali na vso moč, tudi nosilcem je namenil obema nosilcema največ minut, mislim, da 36-37 minut, tako nekako sta igrala. Šarić mislim, da 3 minute ni igral, tako da nekaj manj. Nekaj podobnega jaz sedaj pričakujem z našimi nosilci na tej tekmi v četrtek, ki bo seveda vsekakor vredna ogleda. To bo povsem možno, da je to zadnja tekma, ki jo bosta edina tekma, oziroma zadnja tekma, ki jo bosta Luka in Goran skupaj igrala na slovenskih tleh. In predvsem možno, da je to zadnja tekma Gorana Dragića na slovenskih tleh v dresu slovenske reprezentance. Zato bo ta tekma lahko celo imela kakšen poseben značaj, vendar o vsem tem, seveda več o tej tekmi, o zaključku priprav in potem, kot sva dejala, tudi najnih napovedih za samo prvenstvo in še kaj? Analizi nasprotnikov v skupinskem delu, prihodnji teden, v prihodnjem podcastu. Tako da do takrat bodi to vse z najine strani. Ja, lep pozdrav, prijeten teden, prijeten preostanek tedna vam seveda lahko želiva in adijo.